Andrej Pirjevec je v naši družbi. Andrej, lepo zdrav. Lepo zdrav vsem skupaj. V zadnjem času, kot je slišati, si zelo ustvarjalen. Ja, vedno si želim, da bi bil še bolj, ampak glede na to, da večino stvari počnem sam od produkcije do snemanja, potem mislim, da kar lahko rečemo tako, ja. Koliko k tvoji ustvarjalnosti doda kraška burja? Nekaj sigurno. V zadnjih časih imamo tudi kraško meglo, kar prej nismo imeli, tako da se pršuti bolj slabo sušijo. To pa je žalostno. To je žalostno. In ravno danes, ko si imel kraško pico za jesti. Po moje je bila dobra vseeno. Ampak povedal si bi žalostno novico, če ne bo pršuta, ne vem, kakšne pice bodo. Ja, res je. Ali počasi zbiraš skupaj material za novo ploščo? V bistvu, kar me zdaj najbolj mika, bom rekel, v teh bolj, da ne rečem pop vodah, ampak mogoče take bolj radio-friendly zadeve, ker jaz sem, če ne bolj širok in delam precej različnih stvari, bi me bolj zanimalo to, da bi posnel mogoče še nekaj skladb in da bi vse tudi single, ki sem v zadnjih letih izdajal kot single, da bi jih spokal skupaj na eno ploščo, plus še nekaj novega materiala. To je nekako neka ideja zdaj, ja. Sedaj si na radijskih valovih z naslovom Can You Feel It? Ja, tako, zdaj ta je malo angleško obarvana, malo ameriško mogoče. Se mi dela že dosti časa, tako da po pravici povedano mogoče za mene ni niti več tako sveža, sem že malo pozabil, delam že naprej druge zadeve. Danes marsikaj lahko čutimo. Kaj pa ti čutiš v skladbi? Ja, dobro, jaz sem jo napisal, recimo tako. Meni bolj kot, zdaj vsakmu pustim svoje mnenje in svoje razmišljanje o poslušanju besedila. Meni je bil koncept v bistvu te skladbe tak, da so kot neki občutki, neke stvari, ki se gradijo in v tebi dozorijo. Tako tudi sama pesem začne zelo minimalistično, s kitaro, basom, bobni in vokali, in potem bolj, ko gre proti koncu, se več in več stvari dodajajo, stvari se bolj razčistijo. V bistvu je več stvari, ampak so tudi bolj dodelane, tako da na koncu pride do tistega vsega skupaj. In mogoče to skupaj z besedilom, tudi ta stran glasbe, sem hotel predstaviti te občutke, ki mogoče tudi vsakmu se tako zgodi. Najprej imaš neko idejo, bilo kakšni stvari, in potem, ko malo dodelaš, malo premisliš, mogoče prideš tudi stvarem do dna in zakaj pa ne, se tudi malo nadgradiš. Verjetno pa ne želiš opisovati oziroma ostati v letu 2020? Ne, to je bil en moj singel, tisti, ki te lovi, veš, ki je tam v predalu že končan in reče, daj, izkončaj, vrži ga ven. In tako da sem rekel, okej, naredimo še tisto, kar je bilo od preteklega leta. Če ti povem po pravici, imam v studiu, sem v tem trenutku v studiu, imam odprt že nov session z enim slovenskim komadom, ki na njemu delam, tako da tisto je zame zaključena zgodba. Upam, da za poslušalce še kaj ti je šele prišlo ven, tudi video si lahko gledajo in jaz delam pa seveda naprej stvari. In optimistično gledaš v svet? Tako kot vsi, poskušam, so dnevi in dnevi. Nisem tudi jaz vedno najbolj optimističen, ampak na koncu pa vidiš, da moraš biti nekako najditi to v vsem tem kaosu, ki se nam je v zadnjem letu zgodil, nekako dobiti neko pot in še vedno vztrajati po njej. Usporedno skladbo je tudi video? Tudi video, sicer taka bolj zloženka, ampak se mi zdi, da gre kar v redu z glasbo. Ne vem, naj poslušalci oziroma gledalci si grejo pogledati in si sami najdejo občutke. Can you feel it, so feel it. Naj občutijo še video poleg audio podobe. Tako je. Midva bo sedaj skladbo poslala tudi med naše poslušalce, zato Andrej, beseda je tvoja, da pesem pospremiš na pot. Dragi poslušalci, kjerkoli ste, ustavite se, odložite delo iz rok, zaprite oči in občutite Can you feel it? Lep pozdrav vsem, sem Andrej Pirjevec in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Before your eyes
never too late to learn.